Najlepši pozdrav še z moje strani, pa bomo kar začeli. Slišali smo 4 zelo impresivne zgodbe 4 izjemnih dam, tako da bi se mogoče kar vrgli v prvo vprašanje. Zgleda, da je Slovenija ugodno področje za prosperiranje ženskih blagovnih znamk. Je to res in zakaj? Vsi bomo po vrsti. Tako, ja, ne vem, slovenski kupec je kar poseben kupec, se mi zdi, oziroma slovenska ženska. Jaz težko odgovorim na to, ker 80% mojih kupk je tujk. Imam pa tudi teh 20% Slovenk, ki so izjemne ženske, ampak zelo posebne ženske. Zanimajo jih kultura, film in tako naprej, ampak to so poslovne ženske, zelo aktivne in na zelo visokih položajih in meni je to, da taka ženska, tako močna ženska, nosi moj brand, meni je to, napolni mi srce. Jaz mislim, da je moška moda zelo v porastu, se to tudi najbolj boste povedali Zlata in Petja, to ni samo v Sloveniji, ampak na svetu, mogoče najbolj na Japonskem, kjer je ta porast ali pa zanimanje za moško modo daleč največji. To ni čist naključje, v bistvu gre za to, da je manj poročenih parov, manj družin, moški se ukvarja bolj s sabo, kot se je prej ukvarjal za sebe, zapravlja več denarja, in to je dejstvo, Ja, naravni proces, ja. Vprašanje se bolj oziroma trditev nanaša na vašo izjemnost. Ja, tako sem tudi jaz razumela, da smo ženske in oblikujemo. To najbrž v primerjavi s svetovno modo, kjer je večina uspešnih modnih oblikovalcev moških. Ja. Jaz bom rekla, da ne znam tega odgovoriti. Zakaj? Ker mislim, da so tudi v Sloveniji tako moški kot ženski, tako moški uspešni kot ženske, ampak da smo zdaj slučajno tukaj 4 ženske, ki smo sedle za to mizo. Ja, tudi jaz sem tako razumela, sem se prej spraševala najprej, češ se jaz ne oblikujem za ženske, Ja, smo oblikovalke, pa se mi zdi, da smo vseeno v večini, tako da ni zdaj čisto izjema, da smo mi 4 ženskega spola, se mi zdi, da je v tej branži še vseeno, vsaj v Sloveniji, pa verjetno še kje, več žensk, se mi zdi. Ampak predvsem, kaj naj jaz rečem, jaz sem zelo zadovoljna, da oblikujem za moške, to mi je res izziv, to mi je bilo vedno, pa dobro, saj ne vem, kdo je opazil, ampak pred mnogimi leti sem še ženske na pisti oblačila v moške obleke, oziroma sem imela prehod, zdaj imamo tudi mi lep prehod, ker boš pa ti na koncu povedala, imaš pa tvoja zgodba je takšna, Tako da ja, bi rekla, da smo dobre, super smo. Ja. To želimo čim bolj poudariti. Danes in v prihodnje. Se ne vem, če bi kaj dodali, mislim, imamo tudi moške oblikovalce, Ene smo že omenili, Peter Morin, recimo Jan Brovč je tudi prekrasno kolekcijo zelo pogumno pokazal, tako da ne bi zdaj posebej rekla, da smo ženske bolj uspešne na področju oblikovanja, ampak ja, enakovredno. Tako, super. V tem duhu bi tudi nadaljevali, predvsem enakovrednem in v medsebojni podpori. Vsekakor pa tukaj govorimo o kar konkretnih izdelanih brandih, kot ste tudi smo že lahko slišali. Pa me zanima, je bila izgradnja vaše identitete, vaše blagovne znamke bolj organska ali je šlo za zelo natančen načrt, če mogoče lahko opišete kakšno anekdoto v parih besedah, kako je to potekalo oziroma kako še poteka in kako se bo nadaljevalo. A boš ti začela, Petja? Lahko jaz začnem, ker imam mogoče fajno anekdoto. Zadnjo žensko kolekcijo, ki sem jo predstavila leta 2012 v Mariboru,
v sklopu Evropske prestolnice kulture. Je tja prišel tudi Emil Rebek in mi je pol kasneje Zoran Garovski povedal, da je Emil rekel, da vse so ok, ženske kolekcije moje, ampak če bi bile pa na moških, bi bile pa res dobre. Da bi bile pa lahko v Vogu, to mi je takrat rekel. In to je nekako, in jaz sem pa se že nagibala, jaz sem pa nisem več čutila teh ženskih kolekcij, ampak sem šla vedno bolj v nek androgen stil, kroje. In to je bil še mogoče tak turning point. Seveda pa tle tudi moram Natašo Peršuh omeniti, ker smo pri njej tudi delali, sem pri njej ta prve neke moške silhuete, čeprav ne najprej pri Almiri. Ampak me je ona, Nataša mi je tudi enkrat rekla, no vse moške imaš skoraj boljše. In ja, organsko zelo. Jaz bi rekla tako, no, da mislim, tista stvar, ki je v tebi, oziroma prava stvar, te enostavno potegne in greš. Težko, tudi možno, pač iz sebe izhajam, da boš ti napisal nekaj, naredil nek projekt in ga boš potem izpeljal po točkah od 1 do ne vem. Ne, pač ni tega, no, ali pa zelo malo. Tako da, ja, seveda, hkrati, ko te vleče tista zgodba, ne, takrat pa vsekakor moraš tudi vklopiti neko mero ne vem, intuicije, znanja in tudi kakšno kalkulacijo mogoče včasih narediti, ne. No, ampak recimo samo to bi še na hitrico povedala, ker imam pa res zanimivo, ok, jaz sem videla, da je tržna niša, so bile moške obleke, ampak jaz sem imela tudi eno dobro povezavo, takrat bom povedala investicijsko, kako je bilo zanimivo, moj začetek čisto na hiter, sem imela dobro povezavo s takratnim podjetjem, ki je delala metražo Bača pod Brdo, če se kdo to spomne. Pač jih že dolgo ni več, no, in hkrati sem pa imela potencialno, kdo bi meni lahko obleke zašil. In taki bi mi jih potencialno lahko zašil, pač jaz nisem imela denarja, da bi to plačala, ne, banke pa ne bojo podpirale takih, ne, še zgodb. Sem potem s tem proizvajalcem tekstila se zmenila, da mi je dal količino blaga, s katerim sem jaz plačala delo, izvedbo oblek in hkrati mi je dal še blago za moje obleke. In to je bila to je bil začetek in prva proizvedena količina in to je bil moj investitor. In me je čakal s plačilom, dokler nisem jaz dobila denarja od mojih kupcev, teh. No, in tako, ne, pa so se tresle hlače in vse, a bom dobila plačana, ne, ampak je šlo čez lepo. To je ena taka zgodbica. Ja, jaz bi tudi rekla, da mogoče začetki pri meni, pa pri Zlati so najbrž drugačni, kot pri Kaji, pa pri Petji, ne. Jaz sem začela v konc prejšnjega stoletja in sicer, jaz sem študirala arhitekturo in oblikovanje, ampak že na koncu študija sem vedela, da se ne bom ukvarjala z arhitekturo, ampak da se bom ukvarjala s tekstilom, z oblikovanjem. Vendar to je bil čas, ko so propadale po vrsti vse slovenske tovarne, vsi razvojni oddelki so se zaprli, jasno je bilo, da službe nikakor ne bom dobila. Želela sem si biti pa res kreativna, ne, pač kako pač biti kreativen, če nimaš možnosti zaposlitve, in takrat sem se potem odločila, da sem pač naredila svojo prvo kolekcijo. Prva kolekcija je bila kolekcija srajc, z avtom sem šla sama v Italijo iskat tovarno, kjer sem kupila material in potem sem prišla vesela z, ne vem, 5 balami bombaža na mejo, kjer so me ustavili, ker pač sem morala plačati carino. Nisem poznala tistih postopkov, sem mislila, da je tako kot čakavoj, ki jo pripelješ čez mejo. Tako da na začetku je bilo kar težko, no, jaz moram reči, da vse to, kje kupiti gumbe, kje kupiti zadrge, ne, mislim, po mojem si v današnjem, še jaz si težko predstavljam, zdaj, ko je internet, ti samo odtipkaš, ne, čisto vseeno, je to Italija, je to Nemčija, ali zdaj sploh, ne, ko pač naročaš kjerkoli. Ampak takrat pa, da si poslal ti pismo v Italijo, če bi lahko dobil sample od tega in tega materiala, pa si spet čakal 14 dni, so oni to pismo dobili, si telefoniral, pa te ni noben razumel, ne, mislim, ni bilo tako enostavno, no.
Pri meni je bilo pa tako, da v bistvu sem že kar od nekdaj pač vedela, kaj hočem delati. Vedno sem tudi nekaj sama spreminjala oblačila doma, pa kar nekaj rezala skozi pa tako. Pa ne vem, zakaj sem se odločila, da bom šla na grafiko, čeprav sem vedela, da hočem enkrat biti modni oblikovalec, ampak se mi je zdelo to tako najbolj normalno, da bom jaz zdaj grafiko malo študirala, pa da vidim, kako je to. In mi je v bistvu to zelo prav pride. Glede te identitete sem pa nekako vedno je to bilo v meni, ampak najbolj sem se pa tega začela zavedati, ko sem eno leto živela v Istanbulu, 30-milijonsko mesto, kjer se dejansko zgubiš. In sem se začela razmišljati, čakaj, kdo sem pa zdaj jaz, iz kje pa jaz prihajam, kako se pa jaz lahko identificiram med vsemi temi ljudmi. Pol sem pa spoznala kakšne recimo tujce, ki tudi živijo v Istanbulu, pa sem takoj videla, ti si pa iz Italije, ti si pa iz Amerike, ti si pa iz tam. Pri nas se pa kar pri Slovencih to kar malo zgubil, pa nisem pol čaki. In potem sem se res začela ukvarjati s tem vprašanjem in raziskovati celo to slovensko identiteto in sem avtomatično padla noter v to zgodbo in mi je toliko zanimivo, vsakič več zvem, in mi to res polni dušo, tako da je kar organsko. Super. Nekako smo se dotaknili zdaj na tej točki tudi točk preobrata. In bi vprašala, na kateri točki pa je ta neka osebna odločitev prešla v poslovne odločitve? In na kakšen način ste se potem lotili te druge faze nekako gradnje svoje kariere, svoje blagovne znamke in tako naprej. Bi kera rada začela? Jaz čisto dobro ne razumem, bi prosila mečken bolj. To se pravi, na začetku ste se odločili, da ste oblikovalke, kaj bi rade oblikovale in tako naprej. Ja. Potem pa nekje pride odločitev, da ti začneš graditi poslovni model. Se pravi, da je to posel, od katerega se živi. Tukaj vemo, da pač tako, kot smo prej govorili na začetku, da so neke določene zakonitosti, ki jih je treba upoštevati, lastno preživetje celo na prvem mestu, pa me zanimajo pač nekako vprašanja, proces, ki so se dotikale tega sklopa izgradnje. Ja, tukaj imam, pa jaz lahko rečem organsko, ker se to, malo sem že, mogoče se ponavljam, če to spet, če to rečem, v glavnem, druge poti ni bilo pri meni, sploh ni bilo vprašanje zdaj, a to bo posel ali ne bo posel. Pač jaz sem vedela, da to bo posel in tukaj samo lahko rečem, da na tej poti so bili včasih kakšni pomisleki oziroma v letu 2009-10 sem imela pač že narejen načrt za prodajo firme, blagovne znamke. K sreči ni bil to dober moment, da to prodam, ker je bila takrat čas recesije. Mislim, vse skupaj se je zgodilo in jasno, k sreči ni bilo tako dobrih kupcev, da bi se to zgodilo, ker v bistvu sem hvaležna temu, da nisem prodala. To je ena taka stvar, no. Drugače pa se mi zdi, da, vsaj pri meni, no, je bilo to tako organsko oziroma tekoče in jasno povsem. Ni bilo tisto, zdaj sem oblikovalka, zdaj grem pa po tej poti tega poslovanja. Ne. Ni bilo sploh tega pri meni. Jaz bi tudi lahko mogoče, glede na to, da smo midve mogoče malo dlje v tem poslu. Mislim, jaz sem začela tako, da sem odprla studio in trgovino istočasno, ne, tam se je pač bilo to je bila Gradaška ulica na Trnovem, nasproti Saks puba. Meni se je nekako zdelo, da se bo tisti konc postal tako bolj živahen, ampak čez par let so bili še samo bifeji, ampak pač začelo se je kot studio, trgovina, potem sem pač vedela, da moram iskati eno boljšo lokacijo, ne. To je bil čas, ko je bilo zelo težko dobiti lokal v mestu, potem sem dobila to trgovino na Tavčarjevi ulici, kjer je bila velika trgovina. To je bil tudi nek tak čas vzpona blagovne znamke. Takrat smo začeli hoditi na sejme v tujino, dobili smo agenta na Japonskem, takrat se je pač
zelo lepo rasla znamka, ne? Vsi so rekli, 10 let moraš vztrajati, pa bo pa super, ampak že čez 8 let je nastopila ena huda kriza, promet je v enem letu padel za polovico, italijanski kupci niso več plačevali, mislim, res je bil drastičen upad, res se je kriza poznala pri oblačilih, ne? Trgovina je bila naenkrat predraga, prevelika, in smo pač morali to trgovino zapreti, poiskati manjši prostor. In v tem času se je pa tudi sama filozofija znamke ali pa pač mojega delovanja spremenila. Jaz pač zdaj sem zadovoljna, da so kolekcije manjše, bolj osebne, bolj ročno narejene, da poznam stranke. Se mi zdi, da sem čisto zadovoljna z manjšim trgom, tako kot je mogoče že prej Urška razlagala, da ali nekako najdeš nek smisel v nekem svojem načinu delovanja. Petja, mogoče še ti? Ja, jaz moram iskreno reči, moje račune, najemnino in vse ostale stroške plačuje kombinacija zaposlitve na fakulteti, blagovne znamke in še drugih zunanjih projektov, kar pomeni, da slovensko tržišče ni toliko veliko, da bi, saj ne v mojem primeru, se pravi, treba delati malo na bolj globalizaciji, na internacionalizaciji v smislu tega, da še druge ponudaš. Zdaj, ker če bi kdo mislil, da jaz živim samo od svojih oblačil in kolekcij, je to zmotno, ne? Še jaz odgovorim. Jaz sem pa vedno mislila, ko sem bila mlajša, no, da bom tako še kot otrok, jaz bom pa delala v eni veliki firmi, pa bomo tam oblikovali pa tako. Pa sem pa začela čutiti to svojo zgodbo in sem rekla, ne, to pa ne bo šlo, ker jo toliko čutim, da moram delati svoje. In sem tudi pač vedno si želela od tega živeti, ni to pač definitivno ni to hobi, mislim, ampak hočem od tega hobija tudi živeti, seveda. Tako da jaz v bistvu težko rečem, jaz sem šele pač dobre 2-3 leta na tržišču in počasi raziskujem ta trg, delam analize in tako naprej. In počasi raste, ampak mi je super, ker vidim te poti, kako se mi lepo odpirajo in definitivno upam, da bom enkrat tako kot vidve, lahko res lepo živela od tega. Absolutno vse tako kaže. Me pa zanima, ste mogoče trenutno, kdaj ali načrtujete za svoj poslovni del, za svoje finančne načrte zaposliti profesionalce ali pa sodelovati s profesionalci in pri katerih segmentih bi za to potrebovali največ pomoči mogoče? Sam seveda ne moreš voditi tazga brenda, kakršnega si mislim, da vsi tukaj želimo oziroma delamo na tem, da bo tak. Jaz bi definitivno želela imeti eno lepo ekipo, s katero bi lahko delala v studiu, to se mi zdi zelo pomembna zadeva, ker pri razvoju nove kolekcije je treba imeti zraven nekoga, da ti pomaga, je treba prijeti stvari, ne morem jaz kar ven tega poslati, da jaz samo narišem, potem pa kar nekdo to zašije, ker se sproti med skico in končnim izdelkom zgodi še toliko enih drugih lepih stvari in moraš biti zraven in definitivno bi bila to prva pomoč, ki bi si jo želela imeti. Pa tudi če kakšna druga pomoč pri socialnih omrežjih pa tako naprej, ampak vse to pride počasi. Jaz imam sodelavce v produkciji, z različnimi kooperanti sodelujem z njimi, sem pač vzpostavila en tak lep odnos, ker sodelujem z njimi že dolgo časa. Najprej je bilo treba biti zelo veliko v delavnici, zdaj se že tako poznamo, da že sami vejo, kaj si želim ali pa mogoče včasih celo kaj boljšega naredijo, kot si jaz sama zamislim. To je, kar se tiče same proizvodnje. Seveda je pa fino imeti tudi sodelavca na področju marketinga in pa na področju prodaje. Tu sem tudi v tistem času, dobrem času tudi imela te sodelavce, ampak zdaj pa glede na usmeritev oziroma glede na željo, kako velikosti znamke in kako si želim to prodajati pač samo v lastni trgovini ali pa nekaj malega izvoza, to trenutno nimam nobenih sodelavcev.
Kot sem že prej omenila, smo ekipa že, a ne, in imamo lepo razdeljene delovne naloge in sem res zadovoljna z nami. Gledam dve od ekipe, pomembni dve, zelo. Ravno v oktobru smo pa zaposlili enega kako se reče, ki je končal magisterij na NTF-ju, je pa pri nas pač dela v trgovini in je stilist in pač svetovalec in je odličen v prodaji in evo, oktober, to se pravi prvi mesec, je pa že prej kot študent pri nas delal. Tako da ni prišel tako, ampak je se že izkazal na delu in smo bili obojestransko zainteresirani, da se povežemo in gremo naprej. No, jaz bi tudi rekla, tako kot Almira, da imam tudi svoje kooperante, kot sem jih že omenila. Svojo šiviljo res cenim, tudi sva zgradile en tak lep odnos, vzajemno spoštovanje, krasno se razumeva in ko sem kakšen dan preživim pri njej, je res lepo videti, kako ti si lahko samo kreativen, pa daš nekomu, da nekaj drugega dela. Se pravi, čas za kreativo manjka ali pa bi dan mogel imeti 48 ur, tako da moj odgovor je, ja, fajn bi bilo imeti eno full time zaposleno šiviljo, pa mogoče nekoga, ki bi modeliral kroje. Ja, to. Hvala. Jasno nam je po mojem iz vaših odgovorov, da je za uspešno blagovno znamko potrebna tudi določena mera nekako elastičnosti, prilagodljivosti. Pa me zanima v tem duhu, če mi lahko še odgovorite na zadnje vprašanje, pa občinstvo pa vabimo k tem, da si pripravi kako vprašanje za naše dame. Ta čas. Kakšni so načrti za prihodnost? Ja, jaz imam ful veliko načrtov, a ne? Ne, jaz si definitivno želim pač širiti to svojo zgodbo naprej. In definitivno v tujini, ker mi je res, res velika želja, da bi vsi spoznali en delček slovenske identitete. Ja, to. No, jaz imam najraje to, da ko končam eno kolekcijo, da se veselim, da začnem novo. Se mi zdi, da dokler imaš neko to željo ali pa strast do tega, da je to najbolj fajn. Ja, čisto iskreno, ne še tako traja, kot je trenutno, tako da res, prej se navežem na Almiro, prej, ko je pač izpostavila, tudi jaz sem tako vesela, da je mogoče delati tudi samo na slovenskem trgu, to je, ne vem, dobesedno si štejem kot vrednoto in kot uspeh, da mi je s takim produktom to uspelo, ne? Ker moram priznati, da bi težko si sicer predstavljala, da je to mogoče, ker je trg res majhen. Ampak če ga toliko specializiraš, pa pač ga postaviš, ga pač zoblikuješ na način, da je dostopen oziroma všečen širšemu krogu, je evo to mogoče. Tako da v tem trenutku ne rabimo širiti sensa ven, kot sem prej rekla. Ne rabimo, ampak verjetno bo pa to naslednji korak. Ampak to sproščeno in ne za vsako ceno. Ampak verjetno pride, se mi zdi, na poslovni poti, nekako, ne vem, če malo intuicijo vklopiš, začutiš, kdaj je pravi čas za nov korak. Tudi v končni fazi še nimamo web prodaje, ne? Pa vem, da je to možno, ne? Ampak to vem pa, kaj to za sabo potegne. Nujno nam ni. Verjetno pa, ko bo pravi čas, bomo tudi to naredili. To so neki taki, neke ideje take za prihodnost. Jaz bi mogoče se navezala še na prejšnji pogovor z Urško pa Tomažem Dražem, kjer je že Urška zelo lepo rekla, da v bistvu, ko tudi jaz nekako čutim, da ne gre za to kopičenje ali pa velika produkcija, ampak da je več vredno v neki kreativnosti, neki dodani vrednosti. Mogoče je to lahko ta prednost male kolekcije, ki pa se vseeno
lahko konkurirajo nekemu globalnemu tržišču. Ne. Zdaj, jaz na vsak način ne bi slovenskih kupcev podcenjevala, jaz mislim, da so to zelo, zelo izobraženi kupci, ne, to je sigurno. Ne. Druga stvar je pa tudi odziv turistov ali pa tudi tujcev, ki pač zaidejo v trgovino, pa mislim, da smo lahko tudi veseli, da lahko obstajamo na tak način. No. Ja, jaz se v marsičem zelo, zelo strinjam z Zlato in z Almiro, da sta veseli, da je tako, kot je. Jaz res rada upravljam vse moje službe trenutne in če bi mi dal nekdo za podpisati, da tako ostane do takrat, ko grem v penzijo, podpišem takoj. Ja, in tudi to, kar je Almira izpostavila, mi zelo veliko časa s svojimi strankami preživimo. Kar pomeni, da so vse, zato so tudi tako dobro izobražene, oni vejo, kako smo mi to izdelali, kaj je bilo v zadju zgodba. Jaz jim lahko iskreno povem, kaj me je to navdihnilo, na kakšen način to. In ko oni vse to spoznajo, ko oni spoznajo, s kom ti delaš, kako ti ravnaš s temi ljudmi, kako je, v bistvu vse transparentno postane. In kar naenkrat cenijo. In se mi zdi, da se je zdaj to toliko razširilo, da ogromno Slovencev podpira lokalne znamke. Tudi če sama pomislim, kakšna je bila struktura moje garderobe včasih napram zdaj. Jaz imam v svoji garderobi vsaj 10 do 15 slovenskih oblikovalcev. Od svojih sodelavk do svojih kolegov v smislu skotovcev, ki smo delovali, do svojih študentov konec koncev. In sploh ni več tujih znamk prav zares. In tudi če so neke izbrane, nikakor pa ne masovno proizvodne. Ne? Da, ja. V Sloveniji imamo res ful prednost, da lahko komuniciramo s kupcem, medtem ko v tujini ne moreš, a ne? Ampak moraš pol najti drug način, da komuniciraš z njima, ne preko raznih drugačnih sporočil, pa preko socialnih omrežij, pa tako. Ampak ja, to je ful luksuz za Slovenijo. Sam se mi zdi, da ta zavednost je čist po celem svetu, to se zdaj dogaja in je noro. Se mi zdi, da je zdaj prav obdobje, no, da smo, to res čutimo, to hvaležnost, obojestransko. Mi z nekim tem občutkom delamo, razvijamo za našega slovenskega kupca in dobivamo nazaj to. No, res je. In se mi zdi ta občutek, težko bi to doživel, ko bomo, ne vem, prodajali v tujino. Mislim pa tudi zgodba, tudi kolekcija bi se mogla, ne vem, to spremeniti. Mislim, meni tukaj, ko delam kolekcijo, mi je res lepo, ko vem, za koga delam. No? Točno vem, za koga delam. Ne? Ampak v bistvu, kot sem rekla, širši krog se na prvo žogo si rečeš, se kaj, obleke pač, ne, se nič posebenega, ne. Ampak so detajli vmes, ki so mi pomembni in ki me tako hranijo, no, bom rekla. Jaz se vam zahvaljujem, predvsem, da smo zaključili pogovor v taki pozitivnem duhu. Želim vsem še naprej vse in še več uspehov kot do zdaj. Še enkrat hvala lepa za pogovor. Če ima kdo kakšno vprašanje, je zdaj ta pravi trenutek. Prosim. Govorili smo o slovenskem kupcu, govorili smo o preboju na tuji trg, pozabili smo pa nekaj, kar se nam dogaja vsak dan, to je pa tuji kupec v Ljubljani. Zdajle jih je milijarda, jaz se od njih ne morem več s kolesom peljati po mestu, ful me motijo, ampak so izjemna priložnost za slovenske blagovne znamke. Almira, pri tebi sem opazila že prilagoditev na turistični trg, Kaja, povedala si, da jih je več. A razmišljate o tem, a se prilagajate na to, ali vas baš briga, ali opaste, ali ne opaste, kakšne občutke imate v zvezi s tem? Jaz mogoče lahko to pač povem, glede na to, da sem pred kratkim zamenjala lokacijo trgovine iz Betovnove ulice, ki je bila zelo, zelo skrita, ne, še slovenske kupke so težko našle, ne, sem se preselila na Stari trg, kjer je res ta fluktuacija turistov nenormalno velika. Ampak moram reči, da vstopajo v trgovino ne kar vsi, a ne, tega sem se najbolj bala, da bodo pač vsi vstopali v trgovino, ampak ne prihajajo turisti, ki jih pač zanima, kaj je to.
vsakmu povemo, da je to pač slovenski dizajn in če jim to razložimo, so zelo zainteresirani. Res, mislim, prihajajo ljudje, ki si želijo kupovati slovenske stvari, ker potem vprašajo, kje pa se da še kaj dobiti in pa jih pošljemo v Zofo in jih pošljemo k Urški Trašn, malo naprej, a ne. V bistvu, mislim, tako kot naprimer si zaželiš nekam, kamor potuješ avtentične hrane, si zaželiš tudi kupiti nekaj avtentičnega, no, to se mi zdi čisto jasno. In kar je naprimer mene najbolj presenetilo, jaz sem res pripravila manjše stvari, razne te dodatke, broške, torbice, vse to, ampak v bistvu kupujejo obleke, ne, prav kose, pač prave kose, no. Ja, jaz težko, a ne, kaj spremenim sama, glede na to, da nimam svoje trgovine, ampak prodajam skupaj z še 10 drugimi kolegi v Zofi. Se mi pa definitivno, Sanja, zdi super ideja, da si imela to idejo za modni zemljevid, a ne, ker se mi zdi, da bo to vsem nam pomagal. In jaz upam, da bomo uspeli to stržati, tudi da bomo imeli v prihodnosti en orenk modni sprehod skozi na repertoarju za vse te turiste, ki si želijo slovenske mode, ker jaz mislim, da imajo to že skoraj vsa mesta po svetu. V Ljubljani imamo mi 25 trgovin in studijev za slovensko modo, pa še vedno nimamo tega, tako da jutri je ta sprehod, če koga zanima. Še katera, še kdo? Ne vem, jaz mogoče lahko samo eno pikico povem, mislim, mi smo res skriti, pa kdo bi v BTC po prvi štuk diamanta prišel po mojem, to težko. Ampak smo pa zdaj, no, pač hotel Plaza, zdaj pa Radisson, ne, mislim, da se mu reče, smo pa z njimi recimo se povezali, pa smo v njihovo mapo dali nek oglas. No, pa da vidimo zdaj, kdo od tistih njihovih gostov, ki imam da poln hotel čez celo leto, se bo oglasil, ker smo dali še eno kodo s nekim popustom zraven, pač ta pristop, no, pa Joe, tudi to je treba, pa da vidimo, pa mogoče drugič povem, kaj je bilo letos, kaj se bo dogajalo. Ja, za tujce v Sloveniji, v Ljubljani. Jaz moram reči, da imam tle velik minus, ker se mi zdi, da bi lahko veliko stvari prodala, če bi imela nek prostor. Vedno imam v glavi Almiro Sadar, ki mi je nek zgled, ima svoj butik v tem smislu, ker vidim podobnost blagovnih znamk, saj v velikosti, v smislu tudi, kako ona drži to nizko produkcijo in bi si tudi sama to želela. Trenutno mi čas in finance še ne dopuščajo tega, bi si pa to srčno želela. En lep primer, Sanja, smo imeli z Made in Slovenija, kjer smo v mesecu decembru se zbrali, Sanja je zbrala, tako kot zdaj, slovenske oblikovalce in smo, mislim, da imeli krasno prodajo v centru Ljubljane, tako da tudi oblika pop-up shopov bi bila fajna. Tle bi mogoče tudi bilo fajn sodelovati, pa se zelo povezati z občino, več butikov odpreti, ker je dejstvo, ne, vsak ima svojo zgodbo, vsak ima svojo identiteto in to je težko mešati, ne. Ja, tle je še velik minus, vsaj kar se mene tiče. Me pa veseli, da je v bistvu pristop tudi do tujih kupcev trdno baziran v Sloveniji, recimo v Ljubljani večinoma, in da razmišljate o tem, kako tuje kupce pripeljati sem, ker sem večino odgovorov pričakovala v bistvu bolj v nekih online kanalih, ampak me veseli, da je showroom, da je trgovina, kjer se pač iskreno lahko s človekom pogledaš v oči in rečeš, kakšno še vedno najbolj učinkovito prodajno mesto. Na tem mestu se vam najlepše zahvaljujem za sodelovanje, lep petkov popoldan in vikend vam želim, vam pa tudi vsem. Hvala lepa.